Dragi gledalci Ljubljana TV, vesel praznik Dneva državnosti. 30 let danes praznujemo. Midva se verjetno te osamosvojitve ne spomniva ravno najbolje, ampak vseeno. Jaz sploh težko. Ti sploh težko? Sploh težko, ker me še ni bilo niti blizu. No, blizu ja, ampak ne dovolj. Aha. No, tebe potem težko vprašam, kaj se je v teh 30 letih spremenilo, zato bova pa vseeno vprašala nekaj ljudi, ki so 30 let nazaj že živeli, kako se oni spominjajo teh 30 let. Sicer pa vseeno mogoče lahko našteva nekaj faktov o Sloveniji, ki jih poznava sama. Jaz na primer vem, da je Slovenija ena od redkih, če ne celo edina evropska država, ki ima na glavnem trgu v glavnem mestu, na mesto konjenika, literata, pesnika, ne, na primer. Mislim, da smo Slovenci edni izmed redkih, poleg recimo Skandinavci tudi veljajo za to, to se pravi, da znamo govoriti veliko tujih jezikov, ne, več kot samo enega, tako da recimo to bi bila tudi ena taka zanimivost, ampak zelo pozitivna, ne, tako kot pesnik na glavnem trgu. No, sej, še druga stvar, ki jo bova pa spraševala, pa bojo tudi, kaj bi, na primer, turistom povedali, da je neka zanimivost v Sloveniji. Jaz sumim, da bova dobila veliko človeških ribic, pa kako pejte v Postojnsko jamo, odgovorov, kaj ti misliš, mogoče bo kakšna potica vmes? Potica verjetno, potem gore, Piran, Bled, to je klasika, Bled je klasika. Lipica? Lipica tudi, ampak Bled boš videla. Aha, se pravi, se nam zdi, da bo vzhod Slovenije verjetno manjkrat omenjen. Ja, absolutno, absolutno. Zdaj, če je to škoda, tam je tudi veliko lepih stvari, ne, tako da mogoče pa v prihodnosti, v naslednjih 30 letih, da pa da se nekaj razvije. No, Juš, povej potem mogoče, kaj bi ti predlagal nekemu turistu, ki pride v Slovenijo, da si gre ogledat v vzhodnem delu Slovenije? Pa najda vzhodni del. Ne vem, če bom ravno jaz tisti, ki bom lahko razvil ta del. No, pa daj dober svetov zgled. Razmišljam, recimo ta hmeljarska polja so zelo zanimiva, ne, tam, ki se že nekje pri Braslovčah začnejo, pa potem nadaljujejo naprej. To zagotovo. Potem Maribor zna biti na primeren dan, recimo čez vikende, odličen, ne, v starem delu mesta. Potem Prekmurje za ljubitelje hrane. In vina. In gostoljubnih ljudi. Potem imamo te vinorodne dežele, Ormož, Jeruzalem. Kaj sva še spustila? Je mogoče kakšen samostan, Kostanjevica ima tisto znano formo Vivo, pa termalni turizem. Termalni turizem, ja. Mogoče je to najmočnejša izvozna točka. Tako, pojdite na vzhod in pite termalno vodo. Tako je. Radensko obožujem. Dobro, da si tako rekel, zdaj mislim, da ni še čas za reklame, ampak vseeno. Janič, Juša, se kar odpraviva. Bom vzel kamero, ti pa mikrofon, greva. Prav, pa da vidiva, če lahko takoj najdemo nekoga. Dober dan, gospa, oprostite, imate mogoče minutko časa za Ljubljana TV. Nas zanima, kaj ste si najbolj zapomnili v zadnjih 30 letih iz časa osamosvojitve Slovenije. Mogoče samo osamosvojitev. Prav ne vem, kaj bi mi zdaj prišlo na misel. Mogoče to, da se je kar spremenilo eno vzdušje, no, tako da smo mogoče začutili eno pripadnost, povezanost, en občutek, da moramo skupaj držati, da smo sedaj končno ločeni. Ne vem, ja, prav eno tako vzdušje, no, mogoče najbolj. Ne toliko neki dogodki, ampak eno vzdušje, enega ponosa, ki ga sedaj kar malo pogrešam v naši državi. No, pa če smo ponosni in bi takole turistom predlagali, da pridajo kaj pogledati, kateri mogoče bolj neodkriti konček Slovenije bi jim predlagali, da ga grejo obiskati? Ja, mogoče prav tisti del, kjer je Soča, Bovec, pa tisti konci, tam se mi zdi, da je vseeno manj ljudi, ko gre, čeprav so turistični kraj ali pa kakšna Prlekija, Prekmurje, tudi mogoče Kolpa, vsi so turistični deli, ampak mogoče vse gre Obala, Ljubljana, Gorenjska, tako da grejo potem še na kakšne druge dele, ja, ker Slovenija je zelo lepa. Pa mogoče še malce takole trik vprašanje, kaj pa na vzhodnem delu Slovenije?
Ja, vzhoden del, prav to, kar sem že omenila, ne? Prlekija, Prekmurje, ta del, ja. Tako se mi zdi tudi zelo lep, sicer je veliko ravnine, ampak so pa druge stvari, sploh kulinarika je fantastična, specialitete od prekmurske gibanice, vseh teh njihovih prleških krobcev pa vsega, tako da priporočam turistom, da grejo tudi tja. Ja, najlepša hvala, vas bom pustila, ker slišim, da vam telefon zvoni. Vsekakor lepo praznujte Dan državnosti. Lahko izvemo še vaše ime? Tanja. Tanja, najlepša hvala. Zdaj vas pa spustimo. Srečno tudi vam, nasvidenje. Takole, nekaj sva že izvedela, vidiš, pred potico sva slišala za prekmursko gibanico, kar je definitivno dober način. Gospod, prostite, imate mogoče minutko časa? Se upravičujem, sekundo. Takole, za Ljubljana TV, za Dan državnosti, naju zanima, česa ste si najbolj zapomnili v zadnjih 30 let Slovenije, mogoče predvsem, kaj se je najbolj spremenilo od leta 1991 do danes? Recimo, da se je tam najbolj spremenil standard. Prva zgodba, druga zgodba pa mora biti ta, kar je pa malo bolj negativno. Ne vidim več vrednot, ki so včasih bili kot lepi, pa priznani kot dobri, danes to, ne vem, ne velja več. Kaj bi mogoče torej spodbudili sodržavljane, česa bi rabili več v prihodnosti? Zaupanje drugega. Zaupanje drugega. To se sliši super in upam, da bo kateri od gledalcev to zagotovo upošteval. Zdaj pa še eno bolj turistično vprašanje. Če pride kak turist v Slovenijo, kam bi ga poslali, kaj naj si grejo gledati, mogoče kaj, kamor ne bi šel na prvo žogo, se pravi nekaj, kar ni Postojnska jama mogoče? No, dobro, imamo ta prvi grad. Ta prvi grad, ki se mi zdi, da je kar malo, sicer klišejsko, ampak lep grad. Druga stvar pa Goričko. Mogoče kako posebno destinacijo v Goričkem predlagate? Kako dobro gostilno? Gostilne tam, ki ne poznam, vinske kleti, vinske ceste, zelo dobre. Pa se pa najde, vsa ponudba zraven najde. Se pravi, belo vino vam je boljše kot rdeče? Ne, bom rekel, raje rdečega. Raje rdečega. Ali pa špricer za te poletne dni. Tako, bolj osvežilno. Lahko vprašam še za vaše ime? Janez. Janez, najlepša hvala in želim tudi vam vesel praznik. Hvala enako, nasvidenje. Tako, v redu, dajva mogoče preveriti še kaj pri kakšnih malce mlajših pripadnikih, ki niso doživeli 30 let. Očitno vseh ne bomo uspeli dobiti, ampak kaj pa fantje, no? Mogoče bojo pa fantje malce bolj pogumni. Oprostite, fantje, za Ljubljana TV eno krajšo anketo delava, pa naju zanima za Dan državnosti, kam bi vi poslali, naprimer, turiste, če pridejo v Slovenijo, kaj, kar ni Postojnska jama mogoče? Za Dan državnosti, mogoče parlament, tam se je večina stvari dogajala, drugače pa po Sloveniji, kar se da veliko videti. Super, lahko vprašam za tvoje ime? Oskar Kovačič. Oskar Kovačič. Še eno vprašanje, torej verjetno same državnosti, osamosvojitve sam nisi doživel, pa me zanima, koliko so v šoli učili o tem? So sploh kaj povedali ali so govorili samo, ja, to je pač ta datum? V šoli, v bistvu v šoli smo se dosti veliko o tem pogovarjali, menim, da bi se lahko sicer še več, imamo pa, koliko vem, večina šol ima na to prireditve in se tam pove več o tem. Boste letos vi imeli prireditev v vaši šoli? Ja, delamo prireditev, na kjer je en cel del prireditve namenjen temu dnevu državnosti. Tudi sam sodeluješ kaj zraven? Ja, glih za to vem. Kaj boš pa delal? V bistvu imam govor prav o tem, kako se je odvijala cela osamosvojitev in vse. Potem si se dobro pripravil. Te je mogoče kaj presenetilo zdaj, ko si se pripravljal na ta govor? Niti ne, večino stvari sem že vedel. Kaj pa kakšni posnetki, se spomniš, kakih posnetkov si jih videl? Videl sem posnetke, slavnostne razglasitve oziroma dviga zastave pred parlamentom. In v bistvu mi je bilo všeč, kako se Slovenija je bila takrat poenotena. Se ti zdi, da zdaj ni več? Ne zdi se mi, da ni več, zdi se mi pa, da je takrat bila bolj. Kaj pa bi mogoče zaželel takole za Dan državnosti ob 30. obletnici svojim sodržavljanom? Si želiš, da bi se kaj spremenilo v prihodnje? Niti ne. Slovenija je perfektna taka, kako je.
Kako lepo. Oskar, najlepša hvala in pa vso srečo tudi na proslavi. Hvala. Takole, evo še malce mlajše generacije, greva pogledati, če najdeva koga še mogoče prosim, Koga iz druge države? Turista? Turista bom na videz sicer težko prepoznala, da slišimo, če kdo govori mogoče kje angleško. Sicer pa, če se ne motim, Juž, mislim, da bom morala počasi v glase, lahko samo na hitro preveriš, prosim, koliko je ura. Počasi. Kajti vendarle se bomo kasneje še vrnili, tako da dajmo zdajle kar skočiti na hitro v glase, pa se potem vrnemo nazaj še z glasovi ulice. Dragi gledalci Ljubljana TV, vesel dan državnosti. No, danes smo se odpravili tudi na ulice in pa vprašali, kaj o 30 letih Slovenije mislijo in predvsem česar se spomnijo naši gledalci, no, predvsem pa bolj ali manj prebivalci ali pa vsaj obiskovalci Ljubljane. Nekaj smo že slišali, no, čas pa je, da preverimo še nekaj ostalih ljudi. Gremo preveriti mogoče, če sta ta dva ki sta za menoj, pa da vidimo. Oprostite, vas mogoče lahko izprašamo za Ljubljana TV, delamo kratko anketo o dnevu državnosti. Nismo tukaj. Iz Kopra. Sej nima veze. Iz Kopra, super. Nam poveste mogoče najprej za začetek svoje ime? Nevenka. Nevenka pa? Mirko. Mirko. Kako to, da sta se odpravila v Ljubljano? Imamo našo vnukico tukaj živi, smo prišli na obisk. Ker ne zdržimo cel teden, da jo ne vidimo. To je pa res, res lepo. Sicer takole imate že vnuke, to pomeni, da ste leta 91 zagotovo že veselo hodili naokoli. Kako se pa spomnite? Čeka je rojena 92. 92, aha, ja, potem pa res. Kako se spomnite mogoče teh časov okoli leta 91? Se spomnite? Hudo je bilo? Hudo je bilo. Zakaj pa točno? Ko smo gledali vojsko, ko se je odpravljala. Ne bilo prijetno. Ste imeli kakšno soočanje z vojaki v živo? Ne. Samo pač, ko vidiš, neprijetno. Je dost strašljivo. Ja, tudi v bližini se je dogajalo na škofijah. Se vam zdi, da se je v teh 30 letih Slovenija dosti spremenila? Zelo. Kje pa opažate največje spremembe? Kaj naj vam reči? Ne vem, v arhitekturi, pri ljudeh? To pa malo opažam. Mislim pri ljudeh. Ko vas lahko pozdravimo, gremo naprej. Seveda lahko. Izvolite. Tako, lep dan, nasvidenje. Tako, no, ja, 30 let nazaj so bile zagotovo precej drugačne stvari na ogled. Esad Babačić je nazadnje na Twitterju napisal, da sicer se vojne najbolj spomni, ker je bil odličen junij za igranje košarke zunaj in en dan, ko so se odpravljali na košarko, so jih pač poklicali in rekli: fantje, pojdite dol z igrišča, ker obstaja možnost napada. Druge žoge padajo, ne? Ker? Ker bojo iz tanka letele drugačne žoge. Tako, in takrat so se morali umakniti, seveda. No, marsikdo ima seveda svojo zgodbo, slišala sem tudi že zgodbo o tem, kako so pili pijačo tamle na Ajdovščini. Ravno so prišli prav tako iz Primorske kot Nevenka in Mirko, ampak so se potem odločili nič, pustimo ljudi, da grejo v službo, mi bomo vmes počakali na pijači in ravno, ko je avion prebil zvočni zid, je torej steklo za ljudmi, ki so tam sedeli, počilo in večina ljudi je zbežala iz lokala, no, ti, ki so zgodbo govorili, pa so rekli: ja, seveda nismo šli, ostalo je še pol piva. Tako da so imeli lokal praktično nazadnje skoraj sami zase. Pozdravljen, dobri neznanec. Lahko vprašamo za kratko anketo, ne? Ja, Madona, ti starši in pa dedki in babice so izredno zaposleni, kot vidimo, tako da mogoče ujamemo nekoga, ki ne izgleda tako zaposlen, ki se ne premika takole hitro, da ga še povprašamo, kaj si torej misli tukaj na današnji praznik o zadnjih 30 letih. Pa preverimo še mogoče pri gospodu, ki pravkar prihaja.
Dober dan, gospod. Za Ljubljana TV snimamo kratko anketo. No, ja, zgodaj je, mogoče res najdemo koga. Mogoče pojdiva kar do teh, ki sedijo tamle, ne? Nekako predvidevam, da če se človek usede na spomenik, da ima nekaj časa na voljo, odvisno samo koliko se bojijo kamere. Ampak tudi to se je v zadnjih 30 letih spremenilo, kaj ne? Zdravo dekleti, vaju lahko zmotim za trenutek, za Ljubljana TV snemamo anketo o dnevu državnosti. Kako vam je ime? Zala. Nataša. In Nataša. Torej, vidve si predstavljamo, osamosvojitve nista doživeli. Koliko so vaju pa recimo o šoli učili o tem? Ste se učili kaj o osamosvojitvi v šoli? Ja, o zgodovini. Mislim, v osnovni šoli pri zgodovini, ampak že to je bilo tako bolj malo. No. Aha, v srednji šoli pa nič? Ne. Bolj malo. Ja. Tebe tudi ste hodili na isto šolo? Ne, jaz sem bila na drugi osnovni šoli, ampak v srednji smo skupaj. Pa se mogoče na 25. juni kaj pripravljate na vaši šoli? Prej smo slišali, da eni imajo neko prireditev, proslavo, kaj pa pri vas? Isto proslavo pa po mojem bomo imeli preko tega YouTuba zaradi korone. Aha, kako pa potem narediš proslavo prek YouTuba? Ja, lepo posnamejo pred tem, ne, in pa maske dajo gor, pa sestavijo skupaj video posnetek, pa objavijo na YouTube. Aha, boste vedve tudi kaj sodelovali? Letos ne. Letos ne. Mogoče naslednje leto. Okay. Bi si mogoče takole za 30-ko privoščili pa povedali ljudem, če si želite kakšne spremembe v Sloveniji v prihodnjih nekaj letih? Pa niti ne, no. Mislim, Za zdaj je v redu, ne vem, pač mislim, tako, v redu je. Okay. Če je tako v redu, potem pa še eno vprašanje, kam bi poslali turiste, ki pridejo v Slovenijo, pa da to ni ravno Postojnska jama ali Blejsko jezero? Ja, v Ljubljano. Ljubljana, Res. zakaj pa? Ja, ne vem, center je ful lepa, ne, pa tako klale po Ljubljanci, ki hodijo, je tako res neko doživetje, pa res starinsko vse in res je veliko zavedati, glede na to, da tudi sama rada potujem, tako da. Kaj pa ti bi tudi predlagala Ljubljano? isto, ja. Ja. Kam pa vedve sicer potujete? Hrvaška. Hrvaško. Ja. Ja, upam, da imate dopust že rezerviran. Mislim, jaz grem starim staršem, kam familija dol, tako da, ampak gremo pa še na morje, tako da ta Istra, pa tako bomo videli. Odlično. Ja, najlepša hvala, lepo praznujte praznik in pa dobro si imejte na morju. Hvala. enako. Tako, no, midva pa že potujeva naprej. Mimo drevesa. Baje pravijo sicer za tele 3 breze, ne, da obstaja tukaj neka posebna energija, tako da eni ljudje se dejansko, ja, tele breze, eni se dejansko menda za 1. januar postavijo sem in potem si zaželijo vsega dobrega, ne, ali kaj podobnega, ker se je menda super energija med temi 3 brezami. Verjetno moramo malce seveda počakati, da nas energija prime. Dajmo mogoče zmotiti kar ti 2 gospodični. Zdravo, vaju lahko zmotimo za kratko vprašanje za TV Ljubljana o dnevu državnosti. Naju zanima, če ste se v šoli kaj učili o dnevu državnosti, o osamosvojitvi Slovenije. Zdaj v srednji ne, ampak v osnovni pa smo govorili o tem. Mislim, ne toliko, ampak malo že. Aha, se pravi, povedali so za datum ali še kaj drugega? Povedali so za datum in kaj se je takrat zgodilo. Pač ni bilo, da bi bila prav ura namenjena temu, samo ko smo imeli praznike, je profesorica povedala, zakaj je ta praznik. In to je bilo to. No, zgleda, bomo morali še malo delati na zgodovini. Sicer pa, če bi takole prišli v Slovenijo turisti, pa bi mogli reči, da naj grejo nekaj pogledati, kar mogoče ni Postojnska jama, kam bi jih poslali? Kateri so vama lepi kotički Slovenije? Ne vem, mogoče je basic, ampak Bohinjsko, Blejsko jezero. Ja? Nekaj tazga, to je meni top osebno, ali pa Soča, v gore tam, Bovec pa ti kraji, po mojem. Planinarenje. Najprej v gore, potem pa v Sočo. Ja. Pa ti tudi? Ja, mislim tudi jezera so ful lepa, pa na Triglav. Na Triglav, zelo turistično. To je samo za športnike. Tako. Vaju sicer drugače kaj moti, bi ob 30. rojstnem dnevu Slovenije zaželeli kaj svojim sodržavljanom? Bi si želeli kakšnih sprememb v prihodnje? Mislim,
Že, ja, ampak toliko je tega, da ne znam specifično povedati, kaj. Dobro, vaju bomo pustili, da do prihodnega leta razmislite. Hvala. Hvala. Nič bova rekla, da bomo kar zaključili. Mimo grede, a si opazil, da je tudi zastava tamle zgoraj, ne pozabiti za dan državnosti, da je v ustavi napisan, kako jo morate pravilno obesiti. Ne? Kako, sploh, če jo obešate z okna, katera mora biti na levi, katera na desni strani, ne? Katera barva, da ne boste nepravilno obesili. Juš, ti si že obesil svojo zastavo? Ne še. Ne, še jaz tudi ne, ker živim v stolpnici, pa ne rabim tega sama delati. Ne? Tako da tudi to je eden od super načinov, da ne rabite izobesati zastave sami in da je ne izobesite na robe. Sicer pa ja, dajmo reči, da je bilo to za danes tukaj iz Prešernovega trga, vendarle je praznik, morava se iti z Jušem malo spočiti. Upam, da tudi vi dobro počivate in pa dobro užite še cel ta današnji dan. Po oglasih pa se seveda še vrnemo nazaj. Lep pozdrav!